Letošnjo prireditev, ki je sicer četrta po vrsti, morala bi biti peta, ampak eno leto je pač izpadlo. Smo pač dobili povabilo od občine Šenčur za organizacijo prireditve. Na sestanku Društva Godlerjev smo se odločili, da pač ta izziv sprejmemo. Moramo reči, da je to kar velik zalogaj za eno društvo, tako da mislim, da eno društvo je kar težko sposobno speljati tako veliko prireditev. No, saj nismo bili edini, ki smo pač sodelovali v tej prireditvi. Moram pa reči, da smo Društvo Godlerji bili ključni in pa glavni izvajalci te prireditve. Nekdo, ki prevzame organizacijo, je pač odgovoren za ključne zadeve, za večino zadev in te moraš izpeljati tako ali drugače, kako ti uspe, pač ocenjujejo drugi oziroma obiskovalci, tisti, ki vidijo, kako je ta prireditev pač uspela, ali so bili zadovoljni ali ne. Občutek imamo, da smo se potrudili maksimalno. Z vsako prireditvijo dobiš neke izkušnje, ki ti pač pomagajo za naslednjo sezono. Da ne bom samo poudarjal Društva Godlerji, moram tle vsekakor omeniti še društva, kot so Rdeči križ Šenčur Srednja vas. Potem so bili tukaj zraven tudi turistično društvo in pa velik del tega je upravil tudi konjeniško društvo in pa na čelu z Janezom Sušnikom, ki je bil vodja povorke in je res, kar rečemo, vzorno organiziral in tudi izpeljal to povorko, tako mislim, da bo res v zadovoljstvo vseh. Seveda tle pa ne smem pozabiti tudi, ker to je bila, moramo reči, da je to občinska prireditev, ne godlerska prireditev in tle smo imeli veliko oporo in pa res, kar rečem, prizadevnega Cirila Kozjeka, ki je bil vse skozi na razpolago in tudi ne samo pri organizaciji, tudi pri fizičnem delu in bil je kar rečem, drugi vodja celotne prireditve. Občina Šenčur od leta 2008 prireja vsako leto praznik krompirja. Seveda v letošnjem letu smo dodali praznik krompirja in kranjske klobase. To se nam zdi zelo pomembno za sam razvoj kmetijstva v našem področju, saj so v naši občini predelovalci krompirja kar veliki. Občina Šenčur je letošnje leto namenila organizacijo praznika krompirja in kranjske klobase godlerjem, ki so izkušeni na področju organizacije in pa seveda s tem pričakujemo, da so neke novosti od preteklih let. Ko smo v letu 2008 postavili spomenik krompirju oziroma cesarici Mariji, ki je dala ukaz o sajenju krompirja leta 1767, smo rekli, da bomo vsako leto ponovili ta praznik. Seveda v letošnjem letu smo ga preselili na novo lokacijo pred športni park, kjer nam ustreza zaradi parkirnih prostorov, zaradi organizacijskih zadev. Seveda v ta namen smo kupili tudi 20 stojnic, ki jih bomo uporabljali v prihodnje leto tudi za vse prireditve. Seveda tudi razmišljamo o tržnici v Šenčurju, kjer nam bodo te stojnice prišle oziroma nam bodo dobrodošle. Skupaj z Godlerji in pa seveda z Milanom Sušnikom smo to organizacijo sprejeli z velikim veseljem. Seveda to je druga največja prireditev v občini Šenčur. Poleg Godlerjev, poleg ostalih prireditev je to dejansko pomembna za občino Šenčur, za prepoznavnost občine, da jo tudi vidijo v ostalih delih Slovenije, izven Slovenije, saj smo s plakatom nastopili v vseh jezikih, tako da bo prepoznavnost občine v Šenčurju oziroma praznik krompirja prepoznaven tudi za občino Šenčur in bližnjo in širšo okolico. Za pripravo za povorko je kar veliko dela. Prvič je treba pripraviti vse konje, 16 konj bo nastopalo v povorki, vse orodje. Danes se vidi, da je treba orodje pripraviti, namazati, urediti in tako naprej, da bi povorka res uspela, da prikažemo našo kulturno dediščino in pa tudi tehnično dediščino naše bivše države ali pa zdajšnje države in tako naprej. In s tem poskušamo tudi mladem rodu dopovedati in pokazati, kako so nekoč ljudje delali na poljih,
kako so prodelovali hrano, kako so se preživljali, na kakšen način so vse težave tudi premagovali in iz tega stališča danes lahko vidimo, da življenje je bilo nekoč težko. Garaško, fizično težko, ampak ljudje so bili kleni, Slovenci, Gorenci, kako rečemo, je bil narod priden, veliko pridelkov, dobro, zdravih se takrat pridelalo, kar danes tega ne moremo trditi. Zato bomo v Šenčurju predstavili v povorki to staro tehnologijo, star način dela, obdelave naše zemlje in seveda to naj bo poduk tudi mladim generacijam. Ob tem prazniku, ki se dogaja konec tedna v Šenčurju, jaz sodelujem tudi s konjem in če hočemo, da je konj tak, kot mora biti, ga je treba tudi očistiti. Seveda to naredimo s krtačo, potem imamo tukaj posebno pripravo kot neka žaga in konja najprej lepo odrgnemo, skrtačimo, zelo pomemben je pa tudi čiščenje grive in repa. Seveda je treba tudi očistiti kopita, pregledati podkve, da je to vse pripravljeno za ta slavnostni dan, pa da je konj tudi se boljše počuti in da nekam izgleda. Andreja, bo tole podkve štimajo? Bo držal? Bo. Sam danes pa nimaš nič birtoha gor, zaradi vročine? Ja. Kaj ponovadi imaš ti usnjen birtoh gor? Ja, danes ni najbolj prištiman tale naš kovač, ampak dober, zrihtali pa bomo. Povorka je osrednja predstavitev praznika krompirja in kranjske klobase v Šenčurju. Moram reči, da v nastopajočih skupaj z godbi napihala 273 in seveda priprave so izredno zahtevne. Je treba le pripraviti scenarij, je treba le pripraviti ljudi, je treba le obveščenost in pa tudi na vse zadnje, da je to paša za oči. Danes je to bila. Zato, ker smo v prvem delu prikazali, kako se je nekoč sploh krompir sadil, kako se ga je tudi potem transportiralo po starih običajih in v drugem in tretjem delu pa smo pokazali oblečila iz preteklih obdobij. Mislim, da je to tako prav, ker je pravzaprav Marija Terezija s svojim dekretom 1764 leta rešila revščino in če je takrat bil krompir pomemben, tako tudi so šenčurski dnevi krompirja in zdaj ponovno tudi kranjske klobase tudi izredno pomembni in povorka mora biti temu posvečena. In temu smo se mi prilagodili. Jaz se zahvaljujem vsem udeležencem, da so imeli toliko korajže in toliko dobre volje, da so s tem sodelovali. Jaz pa kot avtor in pa nosilec te povorke sem tudi izredno zadovoljen. Moram reči, da se to v Šenčurju spodobi, ker praznik Marije Terezije, tudi spomeniku smo se danes obdolžili. Pa tudi sicer krompir je še zmeraj ena od zelo pomembnih živil, posebno pa tudi v naših krajih, ker je peščena zemlja, krompir zelo dobro uspeva. In seveda Šenčurjani danes obžalujemo samo to, da ni več ljudi, da ni več pozornosti k tem in upam, da bo prihodnje leto boljše. Midva sva starosvetni par, Tilka in Jože Melič, prihajajo iz Tržiča. Zbirava starino, jo restaurirava in hodva na različne prireditve in tako poskušava čuvati kulturno dediščino.
No, moram reči, da je Šenčur in okolica Šenčurja, kar rečemo, kar celotna občina ali pa tudi malo širše, pač dežela krompirja in krompir je tudi tradicija, tako kot je počasi postaja tradicija tudi ta prireditev. Moram reči, da smo poskušali tudi nekaj narediti v osveščenosti oziroma v razvoju krompirja, tako da smo imeli 2 predavanja. Tlej je sodelovala pač šola iz Nakla, ta srednja šola, in pa seveda tudi z fakultete iz Ljubljane, tako da mislim, da kdor je želel, je lahko marsikaj izvedel. Zelo smo bili veseli, da so nas poklicali organizatorji prireditve Kranjska klobasa oziroma proizvajalci, ki imajo zaščiteno proizvodnjo kranjske klobase, in je pravzaprav pomembno, da te stvari združujemo in da jih povemo in da se tudi predstavijo. Upamo pa, da bomo to še kaj nadgradili in da bo to v bodoče še boljše predstavljeno. Pražen krompir s kranjsko klobaso, to je letos prvič. Prej je bilo skozi pražen krompir, praznik praženega krompirja. In mi smo zdaj skozi VIS, interesno združenje Kranjska klobasa, smo vsi proizvajalci, kateri se je okoli odločil, da bo tle nastopal, da bo tle prisoten s degustacijo svoje kranjske klobase. Kranjska klobasa je izdelana iz prvovrstnega svinjskega mesa, samo svinjskega, slanine hrbtne, pravilno termično obdelana, zašpilena v pravilnem začimbe so pa sam sol, poper, česen, pa nič drugega. In to jo lahko je vsak, ker nima nobenih dodatkov zraven. Za ta praznik pripravljamo 2 menija, v bistvu, ker so oba narejena popolnoma na krompirjevi osnovi. To je predjed, glavna jed in pa sladica. Za predjed bomo imeli 2 polnjena krompirja, potem imamo kraljevski krompir in pa kot glavno jed kraljevski krompir in pa svaljke z hajševo mako. Za sladico so pa čolnički Marije Tereze in pa rezine. Potem bomo pa zdaj, ko bo tole zgneten, nesel ven in bomo tam razvaljali na centimeter debele plosku, naložili v plehe in dali v pečico peč. Tukaj je ta peč, ki je vojaška peč, še iz časov JNA, izredno praktična, izredno kvalitetna in tudi zanesljiva. Dela pač na drva, tukaj noter je kurišče, tukaj se pač kurijo drva, na tej strani, tukaj okrog, če gremo pogledati, imamo noter pečico, ker se ta pleh, ki je na vodilih, potegne ven in noter bomo zdaj naložili ta peciv in ga bomo dali peči. Za ta praznik krompirja bomo porabili nekje okrog 800–900 kg krompirja. To bo krompir, ki bo za te menije, ki smo že prej govorili, in pa za pražen krompir in krompirjevo solato. Nekaj ga bo šlo pač za malce in za te sodelujoče, ki so, ostalo se bo pa pač podaralo med obiskovalce. Ekipa tukaj, ki danes dela, zelo pridna, zelo pripravna, ker je ta najbolj važen. Ja, zelo spreten, res. Mora imeti malo moči, da fest povala. Moja vloga je tukaj nadzor nad našim delavcem, ki delajo, da je vse higiensko oporečno, da so zadeve zrihtane in v pravem času pripravljene za peko. Evo, takole, mi imamo najboljši krompir, sicer je majhen drugačnega videza, zato smo ga 2 dni tepali, da je tak črn, ne hecam se. To je posebna vrsta
krompirja, okus je isti kot navaden krompir, sicer vizualno malo drugačen, drugače pa fantastičen. Ni lep, je pa dober. Je lepo, skok pa mi. Ni lep, je pa dober. Nismo glih lepotci, sami smo pa najboljši, ne. Drugače pa to je šenčurski krompir, eden boljših. Priporočam ga zraven vsake jedi za nekaj, da goste udaraš na tla, da padejo dol. Ja. Izredno dober. Mačkam še soli, prosim, pa bo. Kaj pa popra? Dosti popra. Kar bo ti rekel, tako pa davaj. Dovolj, hvala lepa. Danes tukaj pripravljamo pražen krompir z bučkam, zraven ponudimo zeliščno skuto, pa malo drobnjaka imamo gor, pa malo solate, pa rukole zraven, pa še majčken češnjevega paradižnika za dekoracijo damo, pa še malo bučnih semen, pa imamo pa še bučno olje. Se mi zdi, da imamo najboljši danes tukajle, najboljši krompir, da se splača probati. Tukaj imamo še, smo včeraj najdeli tak lep krompir, tak srček, v obliki srčka in smo ga uporabili za dekoracijo. Društvo bo naslednje leto praznovalo 40 let ustanovitve. Udejstvujemo se vedno pri testanem društvu testanega krompirja Slovenije, potem sodelujemo vedno pri tudi občinskem, kadar imajo v občini Kranj, že prejšnje občine. Drugače smo pa društvo začeli s praznikom testanega krompirja, takrat, ko je postavljen spomenik Mariji Tereziji v Šenčurju. No, kolikor slišimo, tako da tudi zelo mladi, ko pridejo, pohvalijo naš krompir, da je najboljši. In mi jim kar verjamemo. Mislim, da je najboljši, no. Jaz lahko povem, da ga imam že drugo porcijo in to brez klobase. Če bi bil slab krompir, bi rabo klobaso zraven, to sem šel pa še eno porcijo krompirja iskati. To je znak, da je odličen krompir. Sploh pa take kuharce pašejo k takmu krompirju. Jaz imam zelo rada krompir. Krompir pa skledo solate, to je kosilo. Na prvo mest, pri meni, na prvo mest bi dal ženski, na drug pa kuj testen krompir. Smo kulturno društvo Bukovci. Naše kulturno društvo pa je tudi povezano z društvom praženega krompirja Slovenije. Tako da zastopamo tudi društvo praženega krompirja Slovenije, z praženjem krompirja v Sloveniji in pa tudi v tujini. Poslanstvo našega društva je promocija praženega krompirja kot samostojne jedi. Danes se nahajamo tu v Šenčurju, domovini krompirja na Slovenskem. Sicer smo mi krompir pripeljali s sabo, vprašanje, če bi ga tu dobili, pa pri nas je že tudi mladi krompir večji, kot pa tu, ko smo danes videli na teh njivah. Želimo te prireditve, da bi še dolgo živela, ker lani vemo, da je bil premor, tako da smo mi že pred tem premorom sodelovali na te prireditve, pa letos smo dobili spet vabilo in smo se seveda radi odzvali. Tukaj tekmujejo gostinci sosednjih občin Šenčurja v pripravi testenega krompirja. Mi smo pa članice komisije, ki ocenjujemo njihovo delo in njihov izdelek. Sem šel čisto na klasičen gorenjski krompir, normalno pripravljen, tako kot mora biti, s svinjsko mastjo, z ocvirki, seveda pa šenčurskim krompirjem in majhnim peteršiljem. Jaz mislim, da je to čisto klasičen krompir, ker s takim krompirjem nas ni nikamor po svetu, nas ni sram. Krompir je šenčurski, seveda. Domač tudi ostali sestavine so iz domačega okoliša, mi smo vzeli konkretno jurčke, to so letošnji prvi, včeraj sem se odločil za to, da bomo, prej smo imeli druge načrte za krompir, ampak teh so ti prvi jurčki prišli, sicer ena malenkost, ampak jih bomo uporabljali za ta krompir. Slanina bo noter, to imajo bolj
Avstrijci tale resen krompir. Na avstrijskem Koroškem to delajo. Nekaj podobnega. Jaz zdaj tukaj delam pražen krompir s panceto, čemažem pa čebulo. Posteklenila bom čembo, panceto narezala na drobne koščke, dodala krompir, čist na koncu čemaž, pa servirala potem svežimi zelišči. Tako da to je to, čisto enostavna zgodba, zelo okusna, taka domača. Krucka ni. Odnos za krompirje na Gorenjskem se pa ve. Krompir mora biti posod. A je to juha, a je predjed, a je glavni jed, posod je krompir zdrav. A se mogoče kdo ne strinja? Seveda, vse sorte mojstrovine uganajo zdaj, ampak po moje tle preveč prepraženega krompirja ne moš preveč znanosti narediti, ker tisto, kar se zdaj v krompir zmeša, se lahko tudi zraven na taler da, konkretno, če je to meso ali pa kaj taka. Zdaj pa najbolj pražen krompir, čebuljca, lahko je malo svirkov, pa posolen smo pa tam, pa če je prestup se mazgovejo, župco zalije. Pravila imamo pa tako, urejenost tekmovanca in urejenost mize, missing class, potem je organizacija sama priprave, videz jedi in okus jedi. Ker je ne nazadnje že Marija Terezija, ne glede na občine in meje, vedela, da Slovenci oziroma slovenski narod takrat potreboval krompir, da je lahko preživel. In mene veseli, da je to vlogo Šenčur prevzel, čeprav sem prepričan, da je v Cerkljah kot v občini bistveno več krompirja. In da naši kmetje znajo ta krompir unovčiti prav na današnjem prazniku v Šenčurju, ki je za mene zelo lepo in dobro organiziran, in čestitam Godlerjem in vsem, ki so sodelovali pri tej organizaciji. Ja, jaz vam najrajši dober krompir, dober testen krompir, skratka dober krompir, pa ne glede na to, kakšen je, sem da je dober. Ja, jaz mislim, da je tudi tako dober, kakor krasno zgleda. Sicer smo pa v Šenčurju, to je resna zadeva, krompir in tlele ni hecov, tako da to je izdelek, ja. Pričakujem v bistvu ta pravo presojo, jaz vem, da so tlele samo specialisti, da bodo povedali res, kjera zadeva bo ta prava, in jaz mislim, da bodo upoštevali tile lokalne zadeve, mislim pa, da smo jih tudi vsi uporabili, no, tako da to je to, vsaka zadeva bo ta prava, zdaj kjera bo pa izključno ta najboljša, bojo pa oni povedali, tako da čestitke vsem. Odločitev ni bila enostavna, ker so bili vsi tekmovalci zelo prizadevni, pripravljeni, usklajeni, ampak kljub vsemu smo se potem odločili za prvo mesto, ravno zaradi tega, ker je gospod pripravil se sprot, organizirano, mirno, okus jedi bil zelo usklajen, sicer klasičen, tudi klasičen način garniranja in dekoriranja. Najprej pohvala vsem gostincem, ki so bili pripravljeni sodelovati. V bodoče si želimo, da bi bilo tega sodelovanja več, mogoče tudi kakšen ljubiteljski gostinec, pa da bi v nadaljevanju znali sami prodati svoj izdelek. Situacija je zdaj 1-0 za Slogo. To je neverjetno. Prvo smo se jih majhen bali, ampak smo videli, da je brez veze, da je to. Smo boljši od njih. Jaz smo se kar igrali, pač imamo dosti dobro ekipo. Par nas je zaposlenih, pa ker je bolj majhna firma, bolj malo moških, imam majhen od kmetov, gospodarjev, pa od gospodarjev sinov, tako da imamo kar solidno ekipo. Upamo, ker je to ful derbi, da imamo mogoče vsaj do 11 metrov, ko še bomo pa videli. Treba govorimo na pogled, ki stoji pa daraš, pa gre noč. To. Navijači so pa super, nas podpirajo, a je tako, a smo, a nismo, evo, to, vidite, to je nekaj, spodbuda. Kartona benga niste še dala, ne? Ne, pa se jih imam. Sem kar od platnice z knjige odrezal. Že dolgo nisem sodil. 20 let že nisem sodil. Niso vam kakšne vreče krompirja tako lepo? Ja, kje se ga najem. Se šlo zdaj bo. Ne, ni korupcije, ni korupcije.
je, da bi to bila tradicija v bodoče. Gre pa predvsem za združenje okoliških zadrug, pa občanov občine Šenčur, pa okoliških občin. Ja, v glavnem tekma je bila vrhunska. Pripravljali smo se pač vsak po svoje rekreativno, tako smo tudi razporedili štafete. Edino, kar je bilo problem, da je bilo zelo vroče, pa organizacija v redu, edino malo me je razočarala udeležba, ker je bilo letos samo 10 štafet. Ampak smo zadovoljni, tretji absolutno, tako da super. Tekaška prireditev v prazniku krompirja in kranjske klobase je uspela odlično. Imamo se vrhunsko, ekipa je bila zelo kompatibilna, navijačice zelo aktivne, organizacija na vrhunskem nivoju. Drugo leto se vrnemo zopet. Ena novost, ki je bila pa letos, tudi prvič ob tem, da smo rekli, da imamo 2 dni, je bila recimo letos tudi izbor mis krompirja oziroma princese krompirja, ker je pač tudi neka taka novost, ki bi, mislim, da bi mogla imeti tradicijo potem v sklopu s krompirja. Ja, jaz sem počaščena, da sem danes tukaj izbrana za kraljico krompirja v Šenčurju, ker to ne more biti vsak. Potem sem prepričana, da bo, ker sem eno leto kraljica, sem prepričana, da bo v tem letu krompir dobro rodil. Kmetom bom šla tudi pogledat, kako skrbijo za krompir. Nek bom šla malo tudi probat, nekam tenstanga, drugam praženga, trgam spet pa kar kisanga. Enostavno, noge me malo bolijo, ampak dobro. Ne, moraš imeti res moč v nogah, ko klečeš, pa je kar težko, no. Ja, bolj pomembna je tehnika, da v bistvu gledaš, koliko hitro pobiraš, da mogoče ja tudi malo, da pogledaš sosedu, da vidiš, koliko si delč, ne, drugače pa v bistvu bolj tehnika, no. Ja, sama tehnika sploh ni toliko zakomplicirana. Treba je počas, premišljen, z eno roko, z dvema se zaplete. Pri nas imamo eno tako majhno nivco, zraven je en čebelnik, tako da pospeške dajo pa čebele, tako da bolj ko si hiter, manj te pikajo. To je nasvet. Šenčur je vse skozi poznan, odkar se seveda krompir goji, po dobrem krompirju. Vemo, da včasih pred drugo svetovno vojno so kmetje vozili z vozovi krompir na ljubljansko tržnico in spotoma, ko so vozili skozi vasi, oglaševali šenčurski krompir. Tako da je ta krompir zaradi svoje kvalitete in zaradi dobrega okusa poznan že dolgo časa in seveda to je potem prevagalo pri odločitvi, kje postaviti ta spomenik. In spomenik seveda zdaj stoji. Veseli smo, da ga imamo in mislim, da je na pravem mestu. No, praznik krompirja in kranjske klobase je praznik, ki smo ga pričeli po postavitvi spomenika krompirju, ki je v sredini Šenčurja. In lansko leto nam je žal ušla ta prireditev, ker smo prepozno pričeli iskati nekatere izvajalce, ampak letošnje leto bo pa toliko bogatejša in na vsak način to pomeni pridobitev za razvoj turizma v Šenčurju, obogatitev ponudbe na tem področju in pa seveda prispevek k prepoznavnosti občine širše po Sloveniji. Kot praznik krompirja, kot dogodek, kot pomen, kot neka
prepoznavnost občine, tudi glede krompirja. Mislim, da ta prireditev ima budućnost. Seveda, sigurno so potrebni neki popravki, neki dodatki, mogoče tudi razširitev še za kakšen dan. Upam, da tudi vsi tisti, ki so leta sodelovali, ki so res pripomogli k temu, da bodo sodelovali še naprej in da bodo tudi s svojimi idejami in z delom pripomogli, da bo to tradicija res dobila ime tradicija, da bo to nekaj, kar bodo ljudje z veseljem prišli pogledati, bodo tudi z veseljem sodelovali in mislim, da to potem bo to, kar se v neki perspektivi pričakuje.